Sestavljanje tiskalne glave. Pripravljen nosilec za tiskalno glavo moramo nekoliko urediti z rimerjem, torej kaj pomeni, da natančno uredimo primer same ritme. Tako. Nato vstavimo ležaje. Koliko niso dovolj trdni v sami strukturi, jih kasneje po potrebi zalijemo nekoliko sekundnim lepilom, vendar šele ko je glava namontirana v sami tiskalnik. Tako, samo tiskalno glavo stavimo v več kosov, v aluminijasti blok privijemo šobo, strani, na kateri je tudi majhen imbus vijak, torej z te strani, kjer je majhen imbus vijak. Šobe ne privijemo vsem do konca, bomo pustili kakšen milimeter prostora med šobo in samim blokom. In to pa z druge strani privijemo še tale spojni vijak in ga zategnemo do šobe. Lepo močno zategnemo z roko, vendar ne z orodjem, saj je tale del zelo tanek in precizni. Nato privijemo tale push fit, pnevmatski konektor v hladilnik. Zaradi teflonskega nanosa je to nekoliko težje. Uporabimo ključ, klešče ali neko orodje, da privijemo tak push fit. Hladilnik držimo z roko in ga trdno privijačamo. Nekaj obratov je povsem dovolj. Nato hladilnik privijačamo na spojni del z grelnim blokom. Vse skupaj ponovno lepo zategnemo z roko, tako da ne deformiramo tega sredinskega dela, ki je izjemno šibek. In imamo glavo pripravljeno. Nato v tiskalno glavo vstavimo grelec, ki smo ga predhodno že podaljšali. Grelec vstavimo s strani. Grelec stavimo strani, torej če obrnemo šobo proti sebi, mora biti grelec na strani stran od nas, torej proti kameri v tem pogledu, evo, tako. Tako. In pritrdimo imbus vijak na spodnji strani, tako da grelec počvrstimo na svoje mesto. Tako, v naslednjem koraku dodamo še termočlen, na katerem je potrebno odstraniti kovinski tulec, kar bom prikazal v naslednjem posnetku.